Ojle, ojla, evo, v tem videu pa ti še pokažem, kako izgleda, ko se v bistvu enkrat prijaviš. Torej, pri prijavi samo klikneš, ko želiš dostopati do samega spletnega programa, klikneš tukaj zgoraj na gumbek Moji programi in potem se ti bo odprlo okno, kjer vpišeš uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je tvoj email in pa geslo je geslo, ki si ga vnesel oziroma vnesla pri oddaji naročila. In potem se ti odpre okno, klikneš na stranke 24/7, tukaj imaš potem v bistvu pregled, potem imaš kurikulum, kjer so vsi moduli in lekcije, potem imaš pa tudi še obvestila, če bi dodala recimo kakšno posodobljeno zadevo, če dodam kaj novega, dodam potem tukaj tudi obvestilo in seveda te obvestim preko maila. Potem pa lahko klikneš ali izbereš pri kurikulumu, kaj želiš pogledati oziroma kje si, ali pa klikneš tukaj samo na gumbek Nadaljuj in potem v bistvu imaš tukaj lekcije, videe, navodila, kako narediš, kje so torej tudi predloge, snameš in tako naprej. Torej, pri začni tukaj imaš popis trenutnega stanja, torej navodila, kaj vse popisujemo, kje, predlogo, in če slučajno nimaš še Google analitike, ti pokažem tudi, kako lahko Google analitiko vgradiš na svojo spletno stran. Potem je tukaj link do Facebook skupine, potem je tukaj še torej podpora, kdaj bodo srečanja, Zoom linki in vse ostalo. Potem so srečanja v živo, že tudi z linki, potem imaš v bistvu po korakih, kot smo tudi pogledali, tudi posamezne module. Tukaj pri 3 imaš recimo malo več tega. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač vsebin za spletno stran malo več in zaradi boljše preglednosti sem raje naredila več lekcij oziroma ti jih razdelila, da v bistvu, ko potrebuješ na primer pisati vsebino za posamezno stran, ne rabiš gledati celega videa, ampak enostavno rečeš, potrebujem za, ne vem, napisati stran o meni in klikneš tukaj in se ti odpre video, kako v bistvu potem napišeš stran o meni, kaj pisati sploh, ker to ni običajna stran, je lahko jo veliko bolj tudi razdelamo oziroma naredimo, a ne. Torej, gremo torej po spletni strani, najprej v bistvu začneš tukaj, kjer oddaš zahtevek za postavitev spletne strani oziroma ogrodja, potem v bistvu je nekaj načrtovanja, da se načrtuje, torej tvoja spletna stran, potem je naslednji korak, kaj so potrebne nastavitve, kot je recimo, da urediš logo, vsebino, če želiš imeti Calendly, Tidycal, pogoji poslovanja, politika zasebnosti, vse to. Tukaj imaš celo pripravljene sicer 2 predlogi, nista sicer mišljena, da je to, nisem jaz pravnica, da bi ti lahko iz tega vidika pač svetovala, sem ti pa dodala predlogo, tako da imaš vsaj nekaj, kjer lahko začneš. In tako naprej gre potem urejanje spletne strani, posameznih strani, a ne, in pa spletne trgovine, spletne učilnice, dogodkov, potem imaš še različna torej gradiva, od SEO-plonk listka, ki je recimo en taki na eni strani oziroma tako čisto na kratko, da lahko imaš vedno pri sebi, do tega, da imaš recimo še dodatne bonuse, kot je 100 idej za neustavljive gumbe, torej kaj na gumbe napisati, da bo boljša konverzija, kako si pomagati lahko s ChatGPT-jem, kako otvoriti spletno stran z Boomom, to je še pač en dodatek, Canva predloge, ikone za spletno stran, skratka, tukaj je res kar nekaj teh strani, tudi kako potem spletno stran v bistvu poskrbeti za piškotke, priporočila in pa narediti varnostne kopije in pa posodobitve. Potem pa v bistvu gremo še naprej, torej na 4. korak, kjer pretvoriš v stranko in pa 5. In pa potem imaš tudi seveda bonuse v zavihku, torej bonusi. Tako da, tako nekako izgleda torej spletna učilnica, v bistvu zelo preprosto za uporabljati in upam, da čim prej torej začnemo. Uživaj in čao, čao.